Kašče so bile nekoč srce kmetij. Varno zavetje za žito, mesnine, zelenjavo in orodje, pa tudi simbol premožnosti domačije. Zidali so jih iz kamna in lesa, z majhnimi okni in debelimi stenami, da so ščitile zaloge pred mrazom in ognjem. Na slovenskih tleh jih še danes stoji kar nekaj. Žal je marsikatera v zapuščenem, propadajočem stanju, druge z več sreče pa so dobile novo priložnost in eno takšnih smo našli v Logatcu. Stara je okoli 200 let in je svojimi 140 kvadratnimi metri površine navdihujoč primer, kako se dediščina lahko preobrazi v sodoben interjer. Zgodba tele kašče dokazuje, da lahko pogum in vizija premikata meje. Lastnika sta se prenove lotila spoštljivo ter s pomočjo izkušenega arhitekta in mizarja. In poglejmo, kaj se zdaj vse skriva za temi starimi, debelimi zidovi. Tadeja in Rok, pozdravljena. Najprej mi povejte, kakšna je zgodovina tele stavbe. Ta kašča je del originalne domačije moje družine, po mojem očetu. Ne vemo točno, kdaj je bila zgrajena. V katastru piše letnica 1750, kar je nekako čas, ko je tukaj nastajal terezijanski kataster, verjetno pa je v resnici starejša, če je takrat že stala. In kakšen potencial ste tukaj videla? Očitno ne potencial, da bi si človek tukaj zgradil dom. Ja, rahlo problematično je živeti v prometni cesti, da bi bil kar precejšen izziv, da bi se postavila kakšna zvočna stena, pa da bi lahko uživali v vrtu. Zato smo že nekako v začetku tuhtanja prišli k tem, da bi imeli pisarniško dejavnost na tej lokaciji in da bi priredili vse temu namenjeno. Oba se ukvarjava z računalništvom, potrebujeva pisarno in ker delava od doma, je bila to neka zanimiva priložnost, da pač tukaj združba obnovo dediščine, neke zgodovinske in kulturne, z tem, kar dejansko raba, kar nama koristi. Postopne prenove se je leta 2019 lotil že lastnikov oče. Ko sta se s partnerko med epidemijo korone vrnila s službovanja v tujini, pa sta dela pospešila. Ker živita le streljaj od kašče, sta lažje koordinirala izvajalce, prav tako sta stopila v stik s strokovnjaki za prenovo starih stavb. Najprej so seveda morali natančno definirati, s kakšnim objektom imajo sploh opravka. Torej, kašče so v osnovi objekti, kjer so lastniki hranili najbolj jestvine, tiste jestvine, ki so bile pomembne za preživetje. Prav zato so bile kašče največkrat ločene od osnovnih objektov. Včasih najdemo kašče kot posamezne prostore, posebej zaščitene tudi v kmečkih domačijah. Osnovna značilnost je pa seveda to, da so bile posebej zavarovane pred ognjem, kar pomeni, da so imele največkrat obokane stropove, železna vrata, železna polkna in take dostope, da ni bilo možno prav hitro zraven priti. Glede na to, da kašča vsaj v spodnjih etažah ni imela velikih okn, sodobna pisarniška dejavnost, ki pa poteka na računalnikih, pa tudi ne želi preveč svetlobe, je pravzaprav to čist posrečena rešitev. Medtem ko na teraso, ki je pa dobro osvetljena, oziroma na bivšo lopo, ki smo jo zasteklili, smo pa postavili sejno sobo, kjer je pa prijetno, da se lahko odvijajo sestanki na svetlem prostoru. Ker je bil objekt brez komunalnih priključkov, so morali pridobiti gradbeno dovoljenje ter ga priklopiti na vodovod in kanalizacijo. Sanirati so morali tlak in ga hidroizolirati, hkrati s tem pa so zaradi presežnih vrednosti radona, ki je prehajal iz kraške kamninske podlage skozi poke v objekt, izvedli še protiradonsko zaporo. Odločiti so se morali tudi, kaj od starega objekta ohraniti in kaj ne. Ostali so na primer kamnoseški izdelki, kovana vrata, kovane zaščitne mreže na oknih, ohranili pa so tudi veliko lesa. Ta je bil vgrajen pravilno, bil dobro prezračevan, kar pomeni, da lahko preživi več stoletij in je celo bolj trajen kot kakšen drug gradbeni material. Kako pa pri tovrstnih prenovah vidite uporabo materialov, recimo lesa? Torej, že v osnovi so stari objekti grajeni trajnostno. Se pravi, iz lokalnih materialov, to so kamen, opeka, les, kovine, skratka materiali, ki so nastali nekje v bližini. Za razliko od današnjih časov, kjer mislimo, da moramo
v zgradbeni material pripeljati vsaj 1000 km daleč, je bilo to vse nabrano tle v par kilometrih okoli. V osnovi pri takih objektih vedno ohranimo les, če je v primernem stanju za to, ali ga pa pač nadomestimo z novimi lesenimi elementi. Se pravi, če govorimo o konkretnem objektu, tukaj imamo eno medetažno konstrukcijo iz lesa, imamo kompletno ostrešje iz lesa, imamo lesene stavbne, torej obloge fasad, pa seveda stavbno pohištvo, okna, vrata in jasno oprema. Tako da lesa imamo tle v tem objektu kar velik in kar se je dalo, smo ga ohranili, kar pa pač je bilo dotrajano do take mere, da ni bilo možno ohranjati, smo pa nadomestili z ustrezno oblikovanimi replikami. Te so izdelali za leseno paž, okna, stopnišča ter kovinska in vhodna vrata, ki so bila svojevrsten izziv. Vgradili so jih namreč v star hrastov podboj, dodali pa jim tudi tesnjenje, obnovljeno okovje in originalno ključavnico. Katere so glavne značilnosti izdelovanja tovrstnih replik? Prenove se v bistvu lotimo tako. Najprej so seveda pomembne smernice in pa pogoji Zavoda za kulturno dediščino. Potem pa v bistvu z naročnikom pregledamo, kakšno želi funkcionalnost. Se pravi, če mora biti objekt izolativen, moramo tem oknom oziroma replikam dodati izolativne moderne elemente. S tem pa ne smemo posegati v sam izgled okna. Se pravi, bistvo replike je, da je čim bolj podobna originalu. Porabimo seveda materiale, kot so bili v originalu. V tem primeru je bil to macesnov les, ker je zelo obstojen na vremenskih razmerah. Značilno za stara okna, staro stavbno pohištvo je predvsem ozki profili, ker so bila okna majhna, da pride v objekt čim več svetlobe. Lesene replike je treba tudi zaščititi z ustreznimi premazi. Zavod za varstvo kulturne dediščine nekako zahteva, da se te lesovi na fasadah olijo, naprimer z osmo oljem, kar pa zahteva kar nekaj vzdrževanja. Na vsake 2 leti nekako bi bilo to potrebno premazati na novo, ker se naredijo kakšne mikrorazpoke in potem začne res spreminjati barvo. V tem primeru tukaj smo pa vse lesove premazali z lazurnimi premazi, ki pa so manj občutljivi in pač je vzdrževanje le-teh na daljši rok. Ker je lastnikoma blizu tehnologija pametnega doma, sta uredila platformo za hranjenje podatkov in krmiljenje pametnih naprav. Senzori spremljata temperaturo v sobah, raven ogljikovega dioksida, radona, vlage in prašnih delcev. Skrbno pa sta načrtovala tudi opremo in dekoracijo, kombinacijo novih in starih kosov, za katere nista želela, da končajo na odpadu. Torej, absolutno en tak element je tako lesen drejpong, kot pravimo v Logatcu, oziroma verštat ali lesena delovna miza z mizarske delavnice, ki je bila tukaj v prvem nadstropju. Potem pa imamo tukaj tudi nekaj predmetov, kot so naprimer ena skrinja, ki je bila verjetno del dote, ko se je ena od gospodinj preženila hiši. Imamo staro vojaško skrinjo Karola, ki je bil brat od mojega deda, ki je padel na soški fronti v eni od prvih ofenziv in je potem prišla nazaj samo ta skrinja. Pri glavnih vhodnih vratih imamo tudi stara kamnita korita, ki so verjetno nekoč služila za shranjevanje svinjske masti, sedaj pa pač imamo v njih rože za dekoracijo. Od novih elementov je pa posebej zanimiva pisarniška miza. Kakšna je njena zgodba in iz kakšnega lesa je? Gre za mizo iz vezane plošče, načrt za katero je naredila skupina oblikovalcev iz Združenega kraljestva, iz Anglije. In njena posebnost je to, da je načrt za njeno izdelavo ta skupina prosto deli preko spleta in kdorkoli ga lahko izdela in uporablja. Za mizo lahko sedijo ljudje z obeh strani, na sredini pa teče žleb, ki je pokrit s takimi preprostimi pokrovi in v ta žleb lahko spravimo vse kable in tako mizo uredimo in se izognemo neki moteči navlaki, ki dostikrat bremeni pisarniške mize. Od idejne zasnove do konca prenove je minilo približno 7 let. Rezultat pa presega zgolj novo uporabno vrednost za lastnika.
Svojo osveženo podobo je zdaj nekdanja kašča še lepše povezana z mestom, v centru katerega se nahaja. Se vam zdi, da je v Sloveniji dovolj posluha za ohranjanje tovrstne dediščine? Moram reči, da se v zadnjih desetletjih, odkar se ukvarjam z dediščino, se je posluh za to zgodovinsko arhitekturo povečal, je boljš, kot je bilo nekoč. Nekoč je bila vendarle stara arhitektura neka stigma, znak revščine. Danes se pa ta miselnost spreminja in sploh, iz družin ali pa iz nekih okolij, ki imajo neko tradicijo, se tudi mladi radi odločajo za to, da marsikaj obnovijo in moram reči, da z tega vidika se naši dediščini piše boljši čas, kot se je nekoč.